Dober dan in lepo pozdravljeni v prednovoletni oddaji oziroma v decembrski oddaji. Seveda je govora o horoskopskih znakih in predvsem o tem, kaj jim podariti za, ne za rojstne dneve, ampak za novo leto, glede na to, kaj si želijo. Ampak bom to malo drugače zapeljala, ker to itak lahko preberete vse povsod, kaj podariti horoskopskemu znaku za novo leto. Ampak bom raje povedala plus to še to, kaj bi pa potrebovali. Evo tako. Namreč, ovni, levi, strelci imajo kot ogenj vsi eno tako, kako bi rekla, energijo, da jim je treba podariti nekaj praktičnega. Niti ovni, niti strelci, niti levi ne bodo zadovoljni z enimi psihološkimi knjigami, usmeritvami v eno hudo delo, neki z nečim, kar se morajo potem oni fejst ukvarjati. Seveda, ovni so fizično znamenje, zelo dinamični, direktni in njim bi recimo prav prišel kakšen darilni bon za fitness ali pa nekaj, kar bodo uporabljali v svojih športnih aktivnostih. Tudi kakšna rdeča stvar za ovne je smiselna. Kaj bi pa zares potrebovali, pa z vidika, da se malo umirijo, pa je kakšen hladilni gel za glavobole, hladilni gel za sinuse, mogoče krema Artemida za jasnost, to, ker oni imajo običajno težave z glavo, ali pa gel za tuširanje Eros, to jih osveži, to je njim direktno na kožo pisano. Tako da za ovne kaj takšnega, da jih podpre v jasnosti, čistosti in ne, da so sicer umazani, tako da se opravičujem, če kdo ne tako vzeti, ampak v čistosti novih prebojev, v čistosti tega, da stopijo lahko korak naprej, kajti ovni bodo šli naprej, pa tudi čez zaprta vrata, kar pomeni, da imajo običajno potem težave z glavo, z glavoboli in takšnimi stvarmi. Levi imajo radi vse, kar okrepi njihovo lepoto, njihov sijaj, njihovo samozavest, tako da oni imajo tudi radi vonjave. Za leve je primerna predvsem sončna barva, se pravi poljub sonca, sončni obesek, sončev kristal in pa takšne stvari, ki poudarjajo njihovo samozavest. Levi, če niste samozavestni oziroma za tiste leve, ki niso samozavestni, pa se nekako skrijejo v družini ali pa s prijatelji, da so vedno nekje v ozadju, potem jim podarite peeling Eros za telo, kajti potrebujejo se izviti iz teh starih energij, potrebujejo nekaj, da lahko stopijo sproščeno v ospredje, kajti levi morajo biti v ospredju, vsekakor pa jim koristi tudi zlata barva, nekaj zlatega, koristi jim sončna energija, sončna barva, koristi jim vse. Jaz bi recimo leva najbolj osrečila, moj prvi fant je bil lev, sem ga osrečila z zlatim prstanom, z njegovim simbolom, in ko smo šla na razen, ga najbolj skrbel, če bo moral tisti prstan vrniti. Seveda ni bilo treba, ker nisem potem štartala, zdaj imam prstan za leva, kdo je lev na vrsti. Tako da levi imajo radi predvsem to energijo, ki poudarja njihovo osebnost, kar je tudi prav. So kralji živali in je dovolj, da so zadovoljni s sabo, pa so vsi okoli njih srečni. Strelci so že malo bolj zahtevni v smislu, da so prehodni. Strelci imajo radi dinamiko, radi imajo dobro vino, dobro pijačo. Strelci imajo radi tudi kakšen izlet za darilo ali pa savno, kopanje, nekaj, kjer bodo oni lahko malo se gibali in se družili predvsem. To v naslednjem letu bodo še bolj potrebovali oziroma jim bo dobro, tako da bodo hvaležni ali pa zadovoljni, če jim boste podarili nekaj takšnega, kar jih bo osrečilo v družbi. Ne jih izolirati, ne jim dati CD z meditacijami ali pa kaj podobnega, ker strelci potrebujejo akcijo v družbi, v potovanjih, tako da če jim kupite vinjeto, bojo srečni, to jih bo osrečilo. In takšne praktične stvari, ki ponazarjajo dinamiko, potovanja, optimizem tudi in podobno. Zemeljski znaki. Biki, device in kozorogi, verjamem, da bodo veseli tele naše sveče obilja. Oni imajo radi dragocene, praktične stvari za vsakdanjo uporabo, tako da Life Goodies, naša sveča obilja,
izjemno lepo diši, tudi za druge znake je primerna, ampak to je nekako na nivoju, da bodo zemeljski znaki zadovoljni, da bodo nekako, kako bi rekla, prestiž in pa obilje je tisto, kar zares vsi stremijo k temu, tako biki kot device in tudi kozorogi, na način seveda z delom. Biki imajo zraven radi užitek, se pravi, bodo hvaležni za dobro hrano, tudi desko za rezanje energijsko našo lahko nabavite. Se pravi, nekaj takšnega, kar jim je praktično in povezano z užitki. Tudi Eros, masažno olje bo pri bikih zelo, zelo prišlo prav. Seveda, če ste v partnerstvu z njimi še bolj, sicer tudi ne bodo nič užaljeni, če jim ga prinesete, v glavnem nekaj praktičnega. Biki bodo namreč v naslednjem letu pol imeli izkušnje v senzualnosti in nalogo, da se usmerijo bolj v svojo sedanjost in opuščajo preteklost, kar jim seveda takšne stvari, kot so masaža, olje, hrana, druženje ob prijetnem praktičnih stvareh, veliko pomeni. Device bodo drugo leto srečne in bodo imele veliko podpore tudi v ljubezni, tako da takšna svečka za obilje ob romantičnih trenutkih bo prišla prav. Tudi kaj za dvojino bo smiselno, kajti vse samske device, če jim podarite recimo nekaj, kar spodbuja ljubezen, ali kremo kuanin ali 2 kristalčka, da jih postavijo na jugozahod, bo to pomenilo njim en blagoslov za dvojino. Tako da device v bistvu rabijo nekaj praktičnega, majhnega, niso zahtevne za darila, samo želijo, da je smiselno, kar je za zemeljski znak seveda dobro. Kozorogi imajo radi nekaj vrednega, nekaj tudi staro buteljko, nekaj, kar je koristnega in pa tudi, kar nakazuje na njihov izbran okus. Tako da za vso troje tale, jo moram bližje pokazati, Life Goodies sveča za obilje z izjemno lepim vonjem, ki vam ga žal ne morem pokazati skozi ekran, ampak ga pridite v našo Angelco pogledati. Na angelca.si lahko pogledate tudi darila in pakete, ki so pripravljeni za novoletna obdarovanja, izjemno praktična seveda, kot vse ostalo pri nas. Vodnarji, dvojčki in pa tehtnice imajo pa v naslednjem letu oziroma njihove potrebe so zelo minimalne, bom rekla, kajti vsi imajo radi nekaj zapisati, vsi imajo radi nekaj za razmišljati, nekaj za, se pravi, planer, magični rituali obilja, en lep svinčnik, ena lepa beležka, nekaj, kar bodo lahko svoje ideje praktično zapisali, to jih veseli. Medtem ko, kaj bi potrebovali, dvojčki bi potrebovali za naslednje leto nekaj, kar bo ohranilo njihov fokus, se pravi Artemido, tudi mogoče peeling za obraz, kajti bodo nadaljevali to, kar so že začeli, mogoče bi potrebovali tudi nekaj za osvežitev ledvic in notranjega pretoka, mogoče megahidrat, ki dovaja energijo v vodi. Tako da te praktične stvari, ki za določene energijske momente poskrbijo, bi pa potrebovali. Dvojčki bi rabili nekaj, kar jim bo dodajalo zraka v njihov fokus, kar je seveda megahidrat odličen, tudi spirulina, zelena alga, kaj podobnega za pisanje, za komunikacijo, kartice, za telefon seveda sem mislila, nekaj podobnega, nekaj praktičnega, kar jim aktivira potem že tisto, kar počnejo. Ne marajo nekih velikih zadev, kot enih velikih bombonjer, pa kar nekih velikih vas, ker ne vejo, kaj bi potem s tem. Tehtnice ne morete sfaliti, da jim date rože, nekaj lepega, nekaj dišečega, tale sveča je odlična za tehtnice, vam povem iz prve roke. Tehtnice imajo rade, da ni treba veliko, samo da je lepo, včasih malo kičasto za druge, ampak njim je v redu. Tako da tehtnice boste razveselili tudi s kristalom, tudi z harmonijo, kremo harmonijo, izjemno lepo diši, razdiši se skoraj da kot Chanel. Če boste zbirali med zelenim zlatom, zberite vrtnico za tehtnico, sladki vonj, kar pomeni, da potem tehtnice, če bi se vse uporabljale sladke vonjave za
parfuma oziroma za kreme, kot je Harmonija ali pa vrtnica od zelenega zlata, bi manj sladkarij jedle, tako da za tehtnice je to primerno, kajti tehtnice smo nagnjene v to smer in moramo imeti veliko sladkosti okoli sebe, da potem ne potrebujemo še dodatnega sladkorja. Vodnarji pa bodo potrebovali, kar si oni želijo, je nekaj navdihujočega, nekaj bolj, nekaj, kar jih podpre v njihovem poslu ali kakšna orodja, kaj podobnega. Tudi nekaj navdihujočega v smislu altruizma, v smislu naprednosti. Oni imajo radi knjige za darila, tudi glasbo. Kar bojo pa potrebovali, pa vam priporočam, da jim kupite v malo večji količini, tudi zato, ker je poceni, so grelne vrečke za hrbtenico. Namreč imeli bodo precej transformacijsko prihajajoče leto in jim bo prav prišlo grelne vrečke za ledvice, hrbtenico, da bodo potem takrat, ko je v bistvu, ko človek potrebuje sprostitev, je tista grelna vrečka, aktivira tudi osrednji kanal in pomaga na ta način sprostiti. To velja tudi za vse tiste, če veste, da ima kdo težave s hrbtenico, pa mu te grelne vrečke bodo zelo prav prišle, pa tudi Peeling Eros za telo, da se osvobodi starih energij. Potem pa imamo še vodna znamenja, ki pa jih je v bistvu najlažje obdariti, ker je dovolj, da poznate njihovo čustveno naravo. Raki, škorpijoni in ribe so za darila najbolj hvaležno občinstvo, kajti če malo jih poznate, veste, da kaj jim odgovarja, veste, da imajo radi lepe stvari, malo osebne note, se pravi, da imajo nekaj, kar jim bo sprostilo njihovo srčno čakro. Srce in darovi z neba so tisto, kar vodna znamenja potrebujejo, se pravi od krem Kuan-Yin in pa Lakšmi, za ženske predvsem, za moške od vodna znamenja je Eros, gel za tuširanje, ker je zraven noter energija oziroma eterično olje hmelja, ki regenerira fizično telo na način, da hmeljeva eterična kvaliteta, ki je zelo močna, ker smo jo toliko dodali, da ima efekt, namreč odklopi sekirane možgane od telesa, kar pomeni, da se človek globinsko sprosti, doživi večjo življenjsko energijo in se temu potem čisto sprosti, kar je za vodna znamenja najpomembnejše. Vodna znamenja so namreč najbolj nagnjena k depresiji, melanholiji, ravno zaradi tega, ker notranje svežine primanjkuje in potrebuje en uplifting moment, kar pa vse, kar je iz zelenega zlata, gel za tuširanje Eros, namesto litrske flaše vina je boljše, če kupite litrski Eros, to vam garantiram za vodna znamenja, kajti to jih osveži, navdihne in to, če počnejo redno vsakdanje, je to potem nekaj, kar jim čisto spremeni življenje. Če mogoče ne bodo znali ceniti takoj, če ne poznajo še naših izdelkov, bojo čez mesec dni zelo drugače vam hvaležni. No, medtem raki torej imajo radi ljubeče pozornosti, nič ne bo narobe, če jim spečete torto v obliki srčka, če nekaj naredite na temo ljubezni, seveda, če ste v paru, ne, da je to vaš sosed, pol bo žena, ne bo najbolj za to. Se pravi, če ste v vezi z rakom, potem poklonite nekaj ljubečega z jasnim naznanilom ljubezni, kajti to rake najbolj osreči. Tudi če ste obratno, če ste moški in kupujete za rakice, če želite humoristično, kupite predpasnik in valjar. To je tisto, kar v bistvu bodo uporabljale velikokrat, ampak tudi praktično za dom in družino, kajti raku dom in družina veliko pomeni. Škorpijoni bodo drugo leto, škorpijoni radi imajo dobra darila v smislu kvalitetna, lepa. Težko je škorpijonom kupiti, tale sveča Abundancija je črna, črno barvo imajo škorpijoni radi, ker je Plutonova, tako da lahko izberete tudi oniks ali pa kakšen kristal, ki je črn, to je za škorpijone, jih poglobi vase, jim okrepi Plutona, tako da je to in njim bo všeč in potrebujejo takšne stvari. Če recimo tudi njim zelo odgovarja Eros Peeling za telo, ki je noter je namreč peteršilj in pa kava,
dodano seveda še z drugimi eteričnimi sestavinami, olji in strukturo. Potem njim bo to pomagalo osvoboditi se preteklosti in jih globinsko umiriti. Poleg tega bi potrebovali tudi pepermin, to je eterično olje, mi ga imamo od Young Living, lahko pogledate, to morate pa priti v Žalc ali pa pišite na Facebooku, na trgovina Angelca, zasebno sporočilo, bor pepermint, naravne vonjave, kajti škorpijoni bodo rabili za drugo leto več jasnosti in zbranosti, namreč veliko se jim bo dogajalo na tej karmični osnovi, karmo bodo osvobajali iz južnega vozla, bo namreč južni vozel bo šel čez njihovo hišo oziroma znamenje in se bo vse na novo postavljalo. Tako da škorpijoni imajo potrebo po kvaliteti, po dobrih stvareh, ne po velikih količinah, ampak po tistem, da je res lepo, kvalitetno, in pa kar bojo potrebovali, so te stvari, tudi kakšen dober liker za želodec, da ima ene zdravilne namene, se pravi, da je naravni, to bo njim prav prišlo in se jih tudi razveselilo. Ribe imajo drugo leto, so v optimumu, se pravi, bodo lahko odprle svoje talente in kar bi ribe potrebovale, so iz mojega vidika, da kar vidim, kar potrebuje, predvsem kopeli, vodo, počitek, sprostitev, vse, kar jim wellness, vse, kar jim lahko date na temo podpore, da se sprostijo, da se rehabilitirajo, da se nekako predajo novemu letu brez kakšnih pričakovanj, težav, to bo njim naredilo čudež, sicer pa rabijo ribe dobro kvalitetno posteljnino, da se dobro naspijo, to je tisto praktična darila, ki jim bodo tudi dosti pomenila, mehke stvari, tisto, kar jih neguje, pa tudi kvalitetno hrano, se pravi, nekaj, da če jih poznate, da jim nekaj na to temo, kar jim je pri srcu, ampak da je kvalitetno in da jih nekako ponegujete v smeri sprostitve, osvobajanja, tudi šampanjci imajo ribe rade, tako da, ampak naj bo ta boljši, ne šparati pri takšnih stvareh. Evo, to se mi zdi, da sem pa vam kar v osnovi povedala vse, no, da pa vam še pokažem naša darila, če bi pri nas izbrali darilni paket, je tole paket Planer in pa knjiga Magični rituali, zavita za darilo in na takšen način potem vam lahko olajšamo stvari, seveda, in pa recimo tole drug paketek in pa še takšen darilni paketi, s katerimi potem seveda polepšate dan, ne samo sebi, pa tudi obdarovancu. Lahko seveda naročite tako, da mi pošljemo na tisti naslov, kamor gre darilo in že ga pripravimo v tej meri, ker v tem trenutku se že dogaja gneča in gre vse, kako bi rekla, počasneje. Pa še darilo, moje darilo vam iz knjige Magični rituali obilja, moja nova knjiga oziroma prva knjiga, za katero nekako sem rabila manj časa, kot sem predvidevala. Odprlo se je v ritualu obilja, se pravi, moje darilo vam, vsem vam je ritual obilja, ki vam pripelje vso potrebno energijo, da se finančno materializirate. To je lunin magični ritual o polni luni v ovnu, je tale ritual obilja. Prepoznavam svoj notranji žar, svoj notranji ogenj blagostanja, ki me včasih skuri brez pozdrava in aktivira brez razloga. Vsaj tako se mi zdi, ko se zgubljam znotraj svojih misli, čustev in pritiska okolja. Ako zadiham v njegovo jedro, v njegovo bistvo, pokaže mi vedno smisel vsega, kar se v meni dogaja. Zato zdaj praznujem srečanje s teboj, ogenj moj, ki prižigaš v meni blagostanje brez meja. Aktiviraš življenje zame in pri tem dovoliš, da ti preprosto sledim, odprtega srca in uma, ogenj moj. Začutite ogenj obilja in dovolite, da vam prinese nekaj lepega v teh decembrskih dnevih in seveda v naslednjem letu 2022, ki bo lepo leto, polno blagoslovov Jupitra, sprejmite jih. Hvala lepa in nasvidenje.